Če v kleti voda ti stoji, če tvoji hiši plaz grozi, če ti v bližini gozd gori, če avto se ti zagozdi, kdo za vse to poskrbi? Super, Srečko. Dober večer, z nami je Srečko Šestan, poveljnik civilne zaščite. Pojavi se, ko gre vse narobe, a ko ga vidimo, vemo, da bo vse v redu. Dober večer. Enako dobro večer tudi vam. Dober večer, ja. V zadnjih letih smo bili priča mnogim novinarskim konferencam in veliko ljudi je stopilo pred kamere, da bi Slovencem pojasnilo te izredne razmere. Ampak zdi se, da ste vi eden izmed teh, ki jim pa ljudje najraje prisluhnejo in še posebej zaupajo. Čemu to pripisujete? Ma ne vem, jaz ponavadi rečem, da je to neka danost. Jaz nisem nikoli se usposabljal posebej za take nastope, niti kaj šele, da bi kaj preveč razmišljal ali pa zahteval kakšna pojasnila. Jaz mislim, da je to dano. Od kje ne bom razglabljal, tudi ne vem, ampak mislim, da je res. Pa poveste tako, kaj je. Poveste tako, kaj je. No, to je res. Jaz ponavadi, nikoli ne zlažem, posebno ne v medijih, novinarjem. In verjamem, da je tudi tu nek kredit, ki ga imam pri ljudeh in pa tudi v medijih. No, pa zdaj ste kar popularni, ne? A se vam dogaja, recimo, ko greste v trgovino po kruh, da vas ljudje ogovorijo, vas vprašajo za kakšen nasvet, naredijo kakšen selfie mogoče? Ja, res je, ampak jaz tega ne potrebujem, ampak ne rečem pa ne. Ker to je, mislim, da je to najgrše, kar ljudem lahko naredimo, da če ti želi nekako, bom rekel, ogovoriti, pa se s tabo pogovoriti, pa celo, ne vem, pohvaliti te, se zahvaliti, pa da mu obrneš hrbet, to jaz ne delam. Jaz mislim, da je to tudi prav. No, ampak smo ravno pri nakupovanju, imate en tak zanimiv pristop. Meni tako nakupujete, že sproti seštevate in ko pridete na blagajno, že točno veste, koliko bo račun. Kako to? Ne vem, jaz sem za številke od zmeraj, praktično od malih nog zelo, bom rekel, mi ležijo. Seveda tiste cente je težko sešteti natančno, ampak ocena, ki jo imam sam pri sebi na blagajni, je ponavadi relativno točna. Tako da to je en tak hobi, bom temu rekel. Probamo zdaj ta vaš hobi, no, recimo, to je moj račun, tedensko pač grem malo, pa kupam, pa probiva sešteti, gospod Srečko. Se pravi, tlele imava tartufi beli, kilogram 2824 evrov, potem imava šampanc za boj 3520 evrov, potem imava kaviar beluga, 1 kilogram 1600 evrov, pa ježek, evro pa pol. A tudi ježek je zdraven? Ja, koliko je to? No, jaz bi rekel, da je preveč, verjetno je čez 7000. Čez 7000. Kako pa to, da računate v trgovini? Je to zato, ker ste varčni ali iz navade, ali zato, ker vodite tako veliko organizacijo, pa ste se že navadili imeti vse pod nadzorom? Se pravi, številke so neka moja taka skrita ljubezen. Ne računam za to, da bom prehranil ali kaj, ker tisto, kar pač moram kupiti, kupim, ker mi žena naroči in pa se še štejete. Pa se štejem, čeprav zdaj plačujemo običajno s kartico, tako da ni treba iskati denarja po denarnici in tudi ne skrbeti, če bo zmanjkalo, ampak vseeno. Imate tudi še kakšno drugo poklicno deformacijo, recimo v kleti? Ne. Zbirate v kleti gasilne aparate? Ne, to ne. Tudi drugega ne zbiram, alkohola praktično ne pijem, tako da nimam niti kakšne take vinske kleti, nisem ljubitelj tega. Ampak morda bom pa, ko bom v penzionu, tudi to si privoščil. Če se malo dotakneva še organizacije civilna zaščita, zdaj, kaj točno je njena funkcija? No, gledajte, pod to civilno zaščito, to je ena, bom rekel, umbrela ali pa dežnik vsega skupaj. Največja naša organizacija v civilni zaščiti je seveda gasilstvo. Vse drugi so proti temu številčno majhni, ampak pomembni. Od gorskih reševalcev, jamarjev, Rdečega križa, kinologov, da jih ne naštevam, jih je veliko. Mi imamo okrog 70 pogodb z takimi, bom rekel, društvi in organizacijami, ki sodelujejo v zaščiti in reševanju. Ampak kaj vas je pa pritegnilo, da ste rekli, ja, jaz bi pa se rad pridružil civilni zaščiti? Kaj je tisto, kar vas je poklicalo k temu? Ma ne vem, ni bilo nič kaj posebnega. Jaz sem se odločil leta 1996, da bom zapustil proizvodnjo. Takrat sem bil 16 let v svoji tovarni domači, ker sem bil tudi štipendist. Dobro, razmere so bile take, kot so bile, ne bi zdaj razlagal. In sem se prijavil na razpis na upravo za zaščito in reševanje. No in potem je to avtomatično seveda nastalo. Leta 2012 sem pa na predlog bivšega poveljnika, pokojnega Bogataja, postal tudi poveljnik. Rekel sem ja, očitno on presodil, da bom jaz ta prav njegov naslednik in
In veseli smo, da vas imamo, gospod In Srečko. ostali ste 27 let in veseli smo. Najlepša Vse hvala za Hvala. obisk v studiu. Veliko sreče na terenu, pa naj bo čim manjkrat izredno stanje. Jaz tudi želim to in hvala tudi vam. In če bom jaz imel srečo, bomo imeli tudi vsi prebivalci. Tako da hvala za te želje. Hvala vam. Srečno.